Najprej vsem lep pozdrav, meni je zelo žal, da ni še kakšnih mojih poslanskih kolegov, ampak sem zato zelo vesela, da ste vsaj vi prišli, da boste nekaj uporabnih informacij izvedeli. Kakor mi je poznano, vas kar nekaj novinarjev pride tudi v Strasbourg prihodnji teden, zelo velika udeležba, kar nekaj zanimivih tem imamo. Nataša je že predstavila vse praktično tisto, kar se mi zdi, da je glavno. Z mojega področja so seveda to migracije Romi in bi mogoče se najprej malo tega dotaknila, glede na to, da smo 2 dni nazaj tudi v odboru za državljanske svoboščine, notranje zadeve in pravosodje govorili o tem, kako se Evropska unija odziva na položaj migrantov, ki se zbirajo na zunanjih mejah. Približno 500 milijon ljudi nekako trka na vrata Evropske unije in seveda to zbuja precejšen strah in različne scenarije, kaj se bo dejansko zgodilo, kako je Evropska unija pripravljena na ta morebitni val tujih priseljencev in kako se bo odzvala. Kar se je na razpravi, ki smo jo imeli, izkazalo je, da je še vedno precejšnja nezadostna pomoč in nekoordinirana pomoč Evropske unije. Seveda vsi pozdravljamo dejstvo, da Unija namenja 25 milijonov evrov za prvo pomoč, predvsem Italiji in oblastem, ki se spopadajo z valom priseljencev na Lampedusi. Je pa tudi res, da v zadnjih dneh na Lampeduso ni bilo več veliko pribežnikov, da so oblasti nekako uspele zadržati ta val. Seveda se pa pojavlja strah, da se bo nov val zgodil tudi na Malto in pozivi so z naše strani, da morajo države v Evropski uniji dejansko si razdeliti breme, ker vsi ti begunci, ki se lahko pojavijo na naših mejah Evropske unije, bodo predstavljali težavo, pomagati jim je treba. To so velike humanitarne tragedije in zelo tragične zgodbe teh pribežnikov. In na vsak način si morajo države tu porazdeliti bremeno. Vsaka mora vzeti določeno odgovornost in kar se je izkazalo kot velik problem je seveda, da Evropska unija še vedno nima skupnega azilnega sistema, ki ga bo zdaj pod madžarskim procesom pospešeno krepila in ga probala čim prej vzpostaviti. Italija je dejansko v res težki situaciji, čeprav jo včasih kritiziramo, da se oblasti do priseljencev ne obnašajo človekoljubno in dostojno, se vseeno moramo priznati, da rabi veliko pomoč. Tako da, kar se mi zdi bistvo je, da ne smemo Italije, tudi ne Malte in tudi katere druge države v Uniji pustiti same, če se bo zgodil scenarij, da bo v Evropsko unijo v prihodnjih tednih, mesecih zaradi seveda demonstracij, padcev avtoritskih režimov v arabskih državah pribežalo še več priseljencev. Druga tema, ki jo je Nataša že omenila, povezavi z Romi, glede na to, da se prav tako veliko ukvarjamo z Romi v mojem odboru in s pripravo to strategije o Romih, lahko povem nekaj zanimivih podatkov. V naši politični skupini smo opravili v zadnjih tednih misije, kjer smo obiskali nekaj držav, ki ima največje težave z romsko populacijo. Jaz sama sem bila prejšnji teden v Bukarešti in lahko povem, da Romi živijo res na tistem najbolj odrinjenem robu družbe in da, kar je zanimivo demografsko stanje trenutno v Evropi, je, da medtem, ko se prebivalstvo v Evropski uniji stara, romsko prebivalstvo močno narašča. Na Madžarskem, odkud prihaja tudi moja poslanska kolegica, ki je pripravila poročilo o položaju Romov, je menda že vsak 5., 6. novorojenček Rom in prebivalstvo je že od 8 do 10% romskega in močno narašča. Zaradi tega se je treba zelo resno ukvarjati s tem, kako bomo v naslednjih 20-30 letih zagotovili, da bomo to romsko prebivalstvo dejansko vključili v našo družbo. Ker če tega ne bomo počeli, nam grozi, da bo tega vse več romskega prebivalstva močno odrinjenega na rob družbe, kar bo nam samim predstavljalo velike socialne težave. In ta strategija, ki jo parlament prihodnji teden obravnava in sprejema,
opozarja na vse te težave, predvsem poziva Evropsko komisijo, kako uporabiti že tiste instrumente, obstoječe strategije in dokumente v praksi, kako zagotoviti integracijo Romov in omogočiti enake pogoje, izobraževanje predvsem, da niso odrinjeni na družbe in jih vključiti, tako da imajo možnost dela in preživetja. Mogoče samo vam povem za zanimivost, v naši politični skupini bomo ta mesec izdali knjigo. Tudi sama sem napisala en članek po obisku Bukarešte, kjer dejansko 40.000 Romov živi v neverjetno, nemogočih razmerah, brez elektrike, brez vode, to so stanovanja, brez okn. Težko si predstavljate, kako izgleda, bila sem med redkimi, ki je šla pogledati to. In v tem članku recimo primerjam Bukarešto kot prestolnico z težavami velikimi z Romi, kot slab zgled reševanja primera vključenosti Romov v družbo in med drugim našo puščo, ki pa je lahko dober zgled za Evropo. In v tej knjigi bomo dali nekakšne predloge Evropski komisiji, kako s primeri dobrih praks reševati položaj Romov, da ne bomo imeli sami na dolgi rok problemov, ker kot pravi, naša populacija se stara, romska po prihodnje močno narašča. To recimo je še ena pomembna tema za prihodnji teden. V torek pripravljamo v Evropskem parlamentu za tiste, ki boste morda tam, posebno okroglo mizo, srečanje na temo ženske v politiki v Evropski uniji. In na tej okrogli mizi bodo sodelovali poleg seveda predsednika Evropskega parlamenta tudi nekdanja irska predsednica Mary Robinson in nekdanja predsednica parlamenta Nicole Fontaine. Kar želimo predvsem, pa seveda vse večino evropske poslanke smo pozvane, smo povabljene, da sodelujemo, kar je še vedno statistika in podatek, ki je grozljiv, kljub temu, da je Evropska unija za ženske naredila veliko v zadnjih letih, da je diskriminacija na trgu dela še vedno zelo velika in da so razlike v plačah med moškimi in ženskimi po Evropski uniji še vedno 18%. In da so ženske tiste, ko so starejše, upokojene, z nižjimi dohodki zaradi tega, ker so v času materinstva opravljala nižja, manj plačana dela in da je treba kljub že vrsti pozitivnih korakov še narediti veliko dela. Opozorila bi še na en dogodek, ki sicer ni tako povezan s plenarnim zasedanjem, je pa povezan s prihodnjim tednom, na katerega bi vas vse povabila v tej priložnosti. Naslednji petek v Ljubljani organiziram veliko konferenco, mednarodno bi lahko rekla, ker imamo veliko navzočnost mednarodnih gostov, avtorska pravica v digitalnem okolju. To se mi zdi, da je zelo aktualna razprava, ker gre za to, da bomo soočali različne poglede, tako izvajalcev, postizvajalcev, avtorjev, ponudnikov internetnih storitev, nas uporabnikov in se bomo ukvarjali s tem od združenj, kot so SAZAS, IPF, filmske industrije, s tem, ali želimo v prihodnje plačevati internetne storitve, ko nalagamo material, spletno piratstvo in avtorske pravice. Tudi iz Evropskega parlamenta imamo goste iz sveta industrije, tako da mislim, da bo to precej odmevna konferenca po naslednji petek in jo že obveščamo. Samo še eno informacijo, ko sem pozabila, da se ukvarjamo še s tem, kako bo šla naša razprava o medijskem zakonu naprej, na kratko. Še vedno nismo čisto dorekli, prejšnjič, kot veste, na prejšnjem plenarnem zasedanju smo preložili glasovanje o resoluciji o medijski zakonodaji na Madžarskem, ker smo tik pred zdajci dobili v roke pojasnilo madžarskega premierja Orbana, da je vlada pripravljena spremeniti 4 najbolj sporne dele zakona in takrat nismo imeli dovolj časa za preučitev teh popravkov. Zdaj smo te popravke nekako preučevali in jaz moram reči, da se z mojimi kolegi večinoma strinjamo, da gre za precej kozmetične popravke zakona, zelo tehnične in da madžarska vlada dejansko ni šla v tiste popravke, ki so nas najbolj skrbeli in so predvsem povezani z zagotavljanjem temeljnih
človekovih pravic, listine o temeljnih pravicah, da bi Madžarska dejansko s tem zakonom zagotovila medijski pluralizem v državi in pa svobodo medijev. Tako da popravki po našem mnenju ne gredo v zadostno smer in za zdaj še nekako razpravljamo o tem, kaj bomo dejansko prihodnji teden naredili. Ali bomo imeli skupno resolucijo in o njej odločali, za zdaj tega še ni na dnevnem redu. Smo pa imeli včeraj zelo veliko konferenco o svobodi medijev, ki jo je organizirala moja politična skupina. V torek sem pa jaz skupaj z mojimi kolegi organizirala prav tako konferenco o svobodi medijev, ki pa je bila organizirana za novinarji, ki so v Bruslju in smo se strinjali, da je Madžarska lahko pomemben zgled tudi za druge medijske zakonodaje, zaradi tega moramo biti odločni in vztrajati pri spremembah, če ne celo v neko zakonodajo.